Otrok je v navalu čustev sekal, nezaslišan zločin. Udaril sem jo po glavi, ubil sem jo. Moški, ki je že imel težave z zakonom, ubije svojo ženo sredi gozda. Droge sem jo prislonil na vrat. In potem? Potem sem odšel. Kaj pa drevesa, ki so bila na njej? Jaz sem jih dal gor, pusti jih tam, obdrži jih. Kako se je na videz običajen dan sekanja drv spremenil v tragičen umor. V mirni prostranosti Rio de Arenas v Novi Mehiki, sredi surovega čara narodnega gozda Gila, kjer se spokojna lepota narave sreča s šepeti osamljenosti. 26. septembra sta Erika Zamora in njen mož Armando Zamora odšla v gozd, domnevno po drva. Ta dan, zaznamovan s srhljivo tišino, ki je prikrivala nevihto pod površjem, se bo kmalu sprevrgel v tragičen konec. Armando Zamora, 38-letni vrtnar z vodovino pravnih težav, se trenutno sooča z zahtevnim obdobjem pogojnega nadzora. Pod strogimi pogoji, ki jih je določil pravni sistem, je Armandovo življenje še dodatno zapleteno zaradi burnega odnosa z njegovo 39-letno ženo Eriko Zamora. Sredi nenehnih zakonskih sporov in finančnih težav je Armando junija vložil zahtevo za ločitev. Ko so se napetosti med Armandom in Eriko v naslednjih mesecih stopnjevale, so njihovi prepiri postajali vse pogostejši in intenzivnejši. 26. septembra njuno burlo razmerje doseže vrelišče. V dneh po njunem izletu v gozd je bilo vzdušje prežeto z nemirom in napetostjo. Kmalu zatem Erika Zamora izgine brez sledu. 1. oktobra 2021 je državna policija Nove Mehike v Silver Cityju prejela prijavo o pogrešani osebi Erici Zamora, ki je niso videli ali slišali že 5 dni. Gosta gozdna podrast je postala v središču obsežne preiskave. Policija je temeljito prečesala območje, odločena, da najde kakršnokoli sled Erice. Bil je boj s časom, saj je upanje, da jo bodo našli živo, z vsako uro vse bolj bledelo. Potem, 3. oktobra 2021, 2 dni po prijavi pogrešane osebe, je iskanje doseglo žalosten zaključek. Ericino truplo so odkrili v odročnem delu narodnega gozda Gila, s čimer se je iskanje končalo, a se je začelo novo poglavje preiskave. Na kraju najdbe so bili vidni znaki poskusa prikrivanja zločina, saj je bilo Ericino telo delno skrito pod vejami, kar nakazuje na nameren trud, da bi ga zakrili pred pogledi in odložili odkritje. Odkritje Ericinega trupla je potrdilo najhujše strahove in usmerilo preiskavo na Armanda Zamoro, njenega moža in zadnjo osebo, za katero je bilo znano, da je bila z njo. Armando Zamora je oblastem predstavil zgodbo, ki ga je postavljala na kraje, ki so bili daleč od mesta, kjer so se odvijali tragični dogodki. Trdil je, da sta se po skupnem sekanju drv v narodnem gozdu Gila 26. septembra vrnila domov. Po Zamorovih besedah je Eriko nato zgodaj 28. septembra odložil pri njenem domu, kar naj bi pomenilo običajno slovo. Vendar se je začetna izpoved Armanda Zamore o njegovih dejanjih in lokaciji na dan njenega izginotja začela podirati pod težo neizpodbitnih dokazov. Zamora je bil pod GPS nadzorom kot del pogojev svoje probacije. Njegov gleženski nadzorni trak, neprekinjeno budno oko pritrjeno na Zamoro, je povedal drugačno zgodbo in ga tistega dne, ko je Erika izginila, postavil naravnost na območja, ki so preiskovalce zanimala. Njen mož ga je nosil kot pogoj za svojo pogojno kazen zaradi prejšnjega kaznivega dejanja. Natančneje, bil je obsojen zaradi kaznivega spolnega stika z mladoletno osebo, mlajšo od 23 let. Pravzaprav je trenutno na pogojni kazni, ker je zlorabil mojo nečakinjo. Prav, zato nihče iz družine ne govori z njim. Ta obsodba je privedla do tega, da je bil postavljen pod nadzorovano pogojno kazen, ki je vključevala tudi zahtevo po nošenju GPS gleženskega zapestnika. Ironično je bilo to namenjeno spremljanju Zamorinega vedenja in naj bi služilo kot orodje za zaščito skupnosti, s tem, da so natančno spremljali, kje se nahaja. Dejstvo, da so imeli težave in potem se to zgodi, veš, to je res nenavadno. Misliš, da je Armando sposoben ubijanja? Ja, verjamem. Detektivi morajo zdaj v zasliševalnici razstaviti Zamorino zgodbo kos za kosom, da bi zagotovili pravico za Eriko. Hvala, da ste prišli, vem, da je pozno. Ja, vem, da je bila že polnoč. Yeah. Saj ga sam pridite v ta hodnik tukaj,
Lahko zavijete levo do konca, nato pa bomo zavili desno in sobe so tam okoli. Z zaslišanjem začnejo policisti, ki skušajo zamoro pomiriti s sproščenim pogovorom. Ta pogosta taktika spodbuja bolj odprto komunikacijo, saj upajo, da bo zamora v manj napetem okolju bolj svobodno delila podrobnosti. Torej, mislim, da razumeš, zakaj si tukaj, kaj ne? Veš, zakaj si tukaj. Povej mi, zakaj misliš, da si tukaj. No, danes me je poklicala državna policija. Okoli 1 ali 2 ure, veš? In mislim, da so prijavili mojo ženo kot pogrešano. V redu. Ne more najti. V redu. Kaj mi lahko poveste o tem? Preiskovalka hitro preide na časovni potek zadnjih znanih dejavnosti Erike Zamora in njenih stikov z Armandom. To je namenjeno vzpostavitvi osnovne zgodbe zamore za primerjavo z dokazi in neskladji. V soboto sem tudi jaz nabiral drva, veš, kaj mislim, prav. In ona je bila tam. Prav. Isto, šel si, nabral drva. Odložil si jih pri babici. Kaj pa v soboto? Si bil z babico v soboto? Samo za kratek čas, ne predolgo. Ko sem to odložil, sem šel domov. K mami, ker vas še v nedeljo zvečer pri tebi doma. Ali če? Prosti, in tisto noč nisi šel k babici ali kaj takega. In potem, torej v nedeljo zvečer in v ponedeljek, je Erika ostala pri tebi doma. Ja. V ponedeljek si šel v službo. Erika je ves dan ostala pri tebi doma. In pol v torek si jo odpeljal. Bil je torek, odpeljal sem jo. In potem, kot sem rekel, potem, ko sem jo odpeljal, sem malo ostal pri babici, ker je deževalo. In potem sem šel, ko sem se vrnil k njej domov, sem potrkal, a ni bilo odgovora. Relo. Armando Zamora vztraja pri razlagi, ki namiguje, da bi si lahko Erika, preobremenjena z neznanimi pritiski ali osebnimi demoni, vzela življenje. Ta manever je pogost v primerih, ko obtoženci poskušajo preusmeriti pripoved stran od svoje neposredne vpletenosti. A ste kdaj slišali reči kaj takega, kot da si želi vzeti življenje? Veliko krat sem moral poklicati policijo, ko sem se nekega dne resno zaskrbel. In potem je bil še enkrat, ko je rekla, da si bo vzela življenje to in ono, in potem je začela teči proti prehodu. Rekla je, da bo našla palico, da si bo, veste, naredila konec in se zabodla. In potem ji bodo dali antidepresive. In zdelo se je, da se je to še poslabšalo. Torej praviš, da bi to lahko bila možnost? To bi lahko bila možnost. Torej, povej mi o svojem GPS-u. Policisti soočijo Zamoro z neizpodbitnimi dokazi iz njegovega GPS gleženskega sledilnika in izzovejo njegovo razlago gibanja na ključne dni. Ta taktika izkorišča napetost med Zamorovo pripovedjo in konkretnimi podatki ter ga pritiska, da uskladi ta neskladja. V nedeljo si rekel, da si se vrnil in šel k babici ob 2. Potem pa si mi povedal, da si odšel od babice in šel domov, prav? Praviš mi, da je to laž. Zakaj? Torej imam tvoja zapestnica za žleženje ima GPS sledilnik. Torej, mislim, zelo je natančno. Redu. Mislim, oni spremljajo. Vsakih nekaj minut tvojo natančno lokacijo. Redu. In del tega, da sem te prosil, da pojasniš svoje lokacije, je bil, da vidim, ali boš iskren z mano ali ne. V redu, ker vem veliko več informacij, kot jih deliva s tabo. V redu. No, kot sem ti povedal, se je v nedeljo vrnila z mano in bila je pri hiši v ponedeljek. Lažeš, Armando. Ali res, ne? Torej, je Erika mrtva? Ne, ni. Rajdi, videla sem jo. V redu. Kje ste jo našli, tam, kjer ste sekali drva? To ti pravim, ti vem, kaj se je zgodilo. Kaj ne? Vem, kje je, vem, da je mrtva. Vem, je poškodbe. Ampak kar nikoli ne bom razumel, je, kaj se je zgodilo. Vi pravite, da sem jo jaz ubil. To ni res. Imamo tvoj GPS. Tvoj GPS te spremlja vsako minuto.
Te lokacije so natančne. Do minute natančno. Jaz Ne verjamem, da je mrtva. Prav. Slediti tukaj in zdaj, človek. Slediti vsako minuto, do potankosti. Bing, bing, bing. Kje leži njeno telo? Bing, bing, bing. Tam si, tam si, tam si. Priješ domov, si šel babici, bing, bing. obtožen boš njenega umora. Ti si edina oseba, katere GPS sledilnik je bil z njo, ko je umrla. Ne vem, koga boš poskušal prepričati nasprotno. Zaslišanje doseže vrhunec, ko policisti za moro obtožijo Ericinega umora, medtem ko on še naprej zanika. Nekaj se je zgodilo nad vama tam zunaj. To je tvoja priložnost, da o tem spregovoriš, prav? Ker ko zapustimo to sobo, mislim, da porota ne bo več videla moža, ki vzbuja sočutje. Videli bojo sovražen, da to rečem, človek, Amanda, hladnokrvni umor. To predstavijo kot njegovo priložnost, da pove svojo plat zgodbe, pri čemer namigujejo, da bi iskrenost lahko vplivala na javno mnenje o njem. Ta pristop je zasnovan tako, da Zamoro spodbudi k ponovnemu premisleku o svojem stališču, pri čemer se zdi, da namiguje na možnost prizanesljivosti ali razumevanja strani porote, če se odloči sodelovati. To je tvoja priložnost, Armando. Ne vem, kaj naj vam rečem. Resnico. Hočem slišati resnico. Zdaj je čas, da pokažeš pogum in ji poveš resnico. Ne verjamem, da vi, fantje, kot se veš, kaj mislim. Pač, vi fantje me poskušate obtožiti umora. Ne verjameš temu. Verjel boš, ko ti ne bo treba iti na sojenje. Obstaja. Še vedno delamo na nekaterih stvareh, ampak že imamo dovolj, da te obtožimo umora. Ampak želimo slišati tvojo plat zgodbe, o tem, kaj se je zgodilo na tisti gori, prijatelj. In ko bo šel na sodišče, bo ta zgodba naredila razliko. Veš kaj, intervjuval sem Armanda, še vedno zanika, da bi naredil kaj narobe. Tukaj so vsi dokazi, ki kažejo, da je res storil to. Naj porota odloči. Ali pa sem opravil intervju z Armandom. Povedal mi je, da se je to zgodilo. Bil je zelo sodelujoč, povedal mi je vse. Veš, mislim, ni tako slab človek, ne? Stvari so še narobe, ampak povedal mi je vse. Preiskovalka razloži Armandu Zamori, kako bi porota lahko gledala na priznanje krivde v primerjavi z nadaljnjim zanikanjem. Predlagajo, da bi priznanje krivde lahko pokazalo kesanje, kar bi lahko vodilo do ugodnejše sodbe, medtem ko bi zanikanje očitnih obtožb lahko prikazalo, da mu ni žal, kar bi lahko privedlo do strožje kazni. Ko priješ dol zgore, na nobenem videonadzoru vseh krajev, kjer si bil, ni videti, da bi bila ona s tabo. Bodi moški in nam povej, kaj se je zgodilo. To je edina stvar, ki ti lahko pomaga, ker bo šel v zapor, obtožili te bodo naklepnega umora. Povem ti, kaj se mu dejansko zgodilo, prav? Danes ne greš nikamor. Moje potrpljenje je že na koncu, prav? Poskušal sem te samo pripraviti do tega, da razložiš, samo povej nam, kaj se je zgodilo. Ne vem, kaj želite, da vam povem. Res ne. Ne vem. Torej mi nočeš povedati, kaj se je zgodilo. Res. V trenutku, ko vstanem in pridem tja, to šteje kot hladnokrvni umor. Nobenih čustev strani moža, nič takega. To bo zapisano kot hladnokrvni umor. Kot jebeno hladnokrvni umor. V redu smo. To je tvoja priložnost, človek. Bo to šlo tako dol, stari? Sam povej nam, kaj se je zgodilo. To je vse, Armando. Lahko dobim manjšo oceno. Hočeš kaditi, ti dam cigareto. Tudi. Hočeš ostati in kaditi ali greva? Lahko imaš oboje. Ko je čustvena in psihološka teža situacije zdaj popolnoma vplivala na Zamoro, mu policisti ponudijo odmor za cigareto kot kratek oddih od pritiska zaslišanja. Ta ponudba začasno razprši napetost in strateško uporablja mehkejši, bolj človeški pristop. Vse v drugim je vedno izkazovala ljubezen in spoštovanje in vse to. In meni tega nikoli ni zares pokazala, nikoli več. Kaj pa Misliš o tem? ko sva začela biti skupaj, mi je kupovala oblačila in to in ono, pripravljala hrano in podobno. Takoj, ko sva se poročila, se je spremenila. Popolnoma se je spremenila in si je smislila kup izgovorov, zakaj je tako, in od tam se je vse začelo, veš. In to je bilo že prepozno, ker sem se že poročil z njo
In potem sem vedno poskušal pobegniti od nje in se ločiti. In to se preprosto nikoli ni zgodilo. Poskušal sem se oddaljiti od nje in to se preprosto ni zgodilo. Vedno mi je zagrenila življenje. Ta taktika spodbuja zamoro k iskrenosti in obžalovanju, v upanju, da bi pridobili jasnejše razumevanje njegovih motivov ali, v idealnem primeru, priznanje. Ves čas se je prepirala z mano. In vedno sem se omahnil iz prepira in vedno mi je moje življenje nekako, vedno mi je govorila, zakaj si ne urediš življenja in vse te stvari. Tako, vedno me je priklinjala, veš, to me je prisadelo. Pomislil sem, kaj te kletvice in vedno mi je govorila, veš, kot da me Bog prekoli in take stvari. In ne vem, zato sem se poskušal ločiti od nje. Nisva se razumela. In tisti dan me je začela tepsti. Kje? Mislim, ko si tam zunaj... Ja, že sem se pripravil, da gre, ker je že deževalo. Ja. In sva se sprla in začela me je udarjati. Udaril sem jo nazaj in kot vsi, ves bes, ki se je nabiral vsa ta leta, veš kaj mislim, preprosto je šlo narobe in ubili sem jo. Deževalo je in sva se sprla nekako kot prepir in sem rekel in zadušil in potem šla je ven in udaril sem jo po glavi in potem ubili sem jo. S čim se je udarili po glavi? In jaz obžalujem vse, kar se je zgodilo. Kot S čim ste jo udarili po glavi? sekiro. Kot recimo običajna sekira ali sekirica. Sekira? Polne velikosti. Si jo kdaj udaril z rezilom ali z glavo? Predvidevam, da z rezilom, kaj ne? Zadnjo stranjo. Z zadnjo stranjo, s ploščatim delom. Kaj se je zgodilo potem, ko ste jo udarili? Potem, ko sem jo udaril, naložil sem vse, kar sem tja prinesel in potem še vedno sem bil kot slep, naiven in droge sem ji prinesel do vratu. Je bila še živa, ko si jo udaril vrat. Mislim, da je malo krvavela, ampak mislim, da je bila že mrtva. Kako je dobila poškodbo na roki? To je bil kar globok res. Na roki, kaj ne? To je na njej. To je bila verjetno desna roka, to je bil verjetno prvi zamah mogoče. Nisem vedel, da ima to, ampak to je bil verjetno prvi zamah in potem, ko sem zamahnil drugič, jo je zadelo. In sem jo onesvestil. In mislim, da je umrla prav tam. Mislim, da je bil udarec v vrat, tretji zamah. Armando, hvala ti, da si bil končno iskren. V redu? Ja. Kaj pa drevesa na njej? Tistih nisem dal na njo. Ti si jih dal na njo. Zakaj si jih dal tja? Ker nisem hotel videti, kaj sem naredil, razumeš, kaj mislim. Ko sem dojel, kaj se je zgodilo, nisem hotel videti, kaj sem naredil. Ja. Vidiš, zdaj vidiš. Tega ne morem vzeti nazaj. Ne morem vzeti nazaj, kar sem naredil. Kaj za? Zelo mi je bilo žal, ker nisem nameraval tega narediti. Nisem tega nameraval narediti. Bilo je v afektu. Pač prišel sem ven, poskušal sem izpolnjevati pogoje probacije, bil sem brez drog, naredil sem vse, kar sem moral in ona je bila tam in mi govorila, da me bo poskušala spraviti v zapor. In to je to, samo naprej mi je težila, da bo to naredila. In na koncu tisti dan, kar se je zgodilo, je, da sem popolnoma izgubil živce.
Poglej, kaj se je zgodilo zaradi tega. Nisem nameraval, da bi bilo tako, ampak. Zakaj si to naredil? Se je zgodilo in zdaj tega ne morem vzeti nazaj. Rekla bi mi, Bog te je obsodil, to in ono, Bog ti je rekel in vse te stvari. In to je ponavljala skoraj vsak dan, pri vsakem prepiru in poskušala, veš, kriviti mene, zakaj naj zakon ne deluje. In veliko tega je bilo zato, ker preprosto ni znala živeti v miru, veš. Nikoli ni znala me pustiti pri miru. Z GPS podatki iz Zamorinega gleženske zapestnice, ki so nudili prepričljive dokaze o njegovi vpletenosti v Ericin umor, bi se zaslišanje na prvi pogled morda zdelo odvečno. Njihova sposobnost, da so pridobili priznanje, ni le utrdila primera proti Zamori, temveč je tudi ponudila globje razumevanje njegovih motivov in psihološkega stanja v času zločina. Informacije, ki so neprecenljive v fazah kazenskega pregona in izreka kazni. Poleg tega je podrobno priznanje pomagalo potrditi in izpopolniti časovni potek ter dogodke, ki so vodili do umora, s čimer je okrepilo celotno moč pravnega primera. S svojim spretnim pristopom so zasliševalci zagotovili, da je bilo na sojenju mogoče predstaviti bolj celovit in natančen primer, kar poudarja pomen temeljitih zasliševalnih tehnik, tudi kadar fizični dokazi močno kažejo na krivdo. Armando Zamora je priznal krivdo za umor svoje žene Erike Zamora, s čimer je dejansko priznal svojo odgovornost za dejanja, ki so privedla do prezgodnje smrti njegove žene. Njegovo priznanje krivde je omogočilo hitro rešitev primera brez potrebe po dolgotrajnem sojenju. Čeprav je GPS nadzorna naprava na gležnju natančno spremljal gibanje Armanda Zamore, je v praksi hladno pokazal omejitve elektronskega nadzora, saj ni mogel preprečiti tragične usode, ki je doletela Eriko Zamora.